Drage gledalke, dragi gledalci, dobrodošli v naši družbi. V oddaji Moja zgodba bomo govorili o življenjskih zgodbah, o takšnih, katerih sicer v vsakdanjem življenju le redko govorimo in razbijali mnoge tabuje. Danes je z nami Leja. Govorili bomo o njenem družinskem življenju in ljubezenskem trikotniku, v katerem se je znašla. Pozdravljena, Leja. Pozdravljena. Tvoje ljubezensko življenje se je začelo odvijati pred 10 leti. Mislila si, da živiš sanjsko življenje. Kaj se je pravzaprav dogajalo? Res je. Takrat sem mislila, da živim sanjsko življenje. Bil je kot vsi moški, najprej pozoren, ljubeč, nežen. Bil je res takrat v mojih očeh popoln. Peljal me je na morje, peljal me je v gore, peljal me je kamorkoli sem si zaželela. Kupil mi je najdražje parfume, kupil mi je vse. A to je bil začetek. In potem si v bistvu ugotovila, da nisi edina v njegovem življenju. Kaj se je pravzaprav takrat zgodilo? Res je. Nisem bila edina. To sem izvedela v 8. mesecu nosečnosti. Takrat nisem si slutila, da se bo moje življenje podrlo. Da bom spoznala, da v bistvu to ni moški, to ni ista oseba. In takrat se mi je v bistvu začelo podirati življenje. Bila sem noseča, komaj sem čakala otroka, a moja zveza, vse, kar sem si nekoč želela, se je podiralo. Podiralo se je v trenutku. Bilo je hudo, ko sem izvedela, da sem bila prevarana. Hudo, ker si nisem mogla predstavljati, da se bo to zgodilo ravno meni. In tisti trenutki so bili res grozni. Torej, ti si bila tedaj v 8. mesecu nosečnosti. On je bil zaradi službe, kolikor mi je znano, veliko odsoten. Ampak na koncu si ugotovila, da je razlog te odsotnosti nekoliko drugačen, drži? Drži. Razlog bi naj bila služba, vendar ni bila. Bil je vojak. Naj bi bil na tako imenovanih stražah, vendar ni bil. Bil je z drugimi ženskami. In to sem začela spoznavati takoj hitro po porodu oziroma že v 8. mesecu nosečnosti. Oprostila sem mu prvo prevaro, drugo prevaro, tretjo prevaro. Vse za voljo družine. Za voljo, da bi moja hči imela popolno družino, popolnega očeta, samo da bi bili skupaj. Hudo mi je bilo, skrivala sem to pred prijatelji, skrivala sem, kaj se v resnici dogaja tudi pred starši. In nekako sem se počutila osramočeno, počutila sem se ponižano. Enostavno sem se spraševala, zakaj nisem dovolj dobra, kaj naj naredim, da bo v redu, da me bo imel še rad, da bo ostal z nama. Ampak ravno pred tem, ko se je vse začelo še bolj pestro razvijati, te je doletela še ena težka izkušnja. In sicer sam porod hčerke, zadeve so se nekoliko zakomplicirale. Res je. Bil je v bistvu hkrati najsrečnejši dan in najbolj grozen dan v mojem življenju. Takrat ob porodu sem imela dobro prijateljico, katera je tudi babica, ob sebi. Njega ni bilo. Bil je takrat na misiji. In če nje ne bi bilo, moj otrok danes ne bi živel. Stvari so se slabšale, hčeri so padali srčni utripi, popila je mekonijsko plodovnico in tista težka situacija oziroma naj bi bila svetla prihodnost za njo, je postajala temnejša. Napovedali so mi, da mi bodo delali urgentni carski rez.
Na srečo mi ga niso potrebovali oziroma rabili, ker me je ta dobra prijateljica rešila in rešila tudi mojo hčer. Ampak za njo prognoza ni bila dobra. Takrat so mi rekli, da naj se pripravim, da ne bo preživela. Ampak sem v sebi vedela, jaz sem borka, ona je borka. In danes je zdrava deklica. Po vseh zapletih, ki jih je imela, preživela je. In tudi jaz sem preživela. To je odlično slišati, ampak tudi te prvi dnevi, ko ste se vrnili iz porodnišnice, niso bili takšni, kot si si predstavljala. Res je. Takrat naj bi bil z nama, vendar ga ni bilo. Midve sva preživeli 14 dni še v porodnišnici zaradi vseh zapletov. On bi naj prihajal k nama, bil je tam, prišel je na kavo, videl jo je 2-krat, to je bilo vse. Njemu je bilo pretežko videti otroka v inkubatorju na vseh aparatkih. In že takrat mi je dejal, da naj jo odklopijo. Zakaj se borim za njo? Res, bilo je hudo. Bilo je hudo, da mi lahko človek, ki sem ga imela neizmerno rada, karkoli takšnega sploh reče. Bilo je hudo, ker nisem vedela, da bom v takšni hudi situaciji ostala sama. Ampak tukaj sem, preživela sem. In ravno takrat ti je bila v največjo oporo tvoja družina. Res je. Takrat mi je bila moja družina, moja sestra v največjo oporo. Kljub njegovim skokom čez plot, če ne bi bilo moje družine, moje hčere, se ne bi borila. Ne bi imela razloga. In moja hčera mi daje razlog, da se borim iz dneva v dan. Tudi ko pride najtežji dan, se spomnim, kaj vse sva že preživeli skupaj. In ravno tedaj, ko se je vrnil ponovno z misije, si ugotovila, da ga v resnici sploh ne poznaš, da poznaš le njegovo ime in službo. Torej, kaj vse ti je lagal v svojem življenju? Res je. Lagal mi je, da je sam, da je podpisal očetovstvo tujim otrokom, kar pa ni bilo res. Ko sva končala zvezo, sem takrat ugotovila, da je imel še 2 otroka. Bil je že poročen. Bila sta otroka njegova in ne od tujega. Torej si ves čas živela v laži, da so to tuji otroci, za katere skrbi, a konec koncev je prenehal skrbeti za njih in v prihodnosti tudi za tvojega otroka. Res je. On nima stikov s hčero, ker jih ne želi. Ne želi je videti, ne pokliče za rojstni dan, ne plačuje preživnine. V glavnem, pustil jo je z menoj, kot da je en žakelj krompirja, ki ga lahko pustiš kar tako nekje. Ne pobriga se za njo, enostavno. In najbolj hudo mi je to, ker včeraj v vsakem rojstnem dnevu vpraša, kje pa je ati. In bili so dnevi, ko je bila v vrtcu. In vsa vprašanja, kje je moj ati, odgovarjam sama. In vse, kar mu najbolj zamerim, je to, da nima stikov. Jaz sem mu takrat dovolila vse stike. Ti si v bistvu po neštetih novih priložnostih se celo želela poročiti z njim. Res je. Midva sva takrat najino zvezo, ki naj bi bila sanjska, planirala poroko. Ampak takrat mi je umrla babica, zato sva to poroko tudi prestavila. Ampak vse se zgodi z razlogom. In sreča v nesreči, da nisem bila poročena. Ker vseeno upam, da nekoč srečam nekoga, s katerim se bom poročila in bo ta poroka pristna in s pravimi čustvi. In ne bo nekdo tako zlagan. Torej, ampak preden sta se dokončno razšla, si je že začel ustvarjati novo družino, novega otroka. Res je.
Hčera je bila stara 5 mesecev, ko sem ponovno odkrila SMS-e, klice na njegovem telefonu. Kar naenkrat je izginjal čez noč. Kar naenkrat je bil telefon zaklenjen. Kar naenkrat je imel čudne izhode. In vse to je pripeljalo do tega, kar sem ves čas sumila. Ponovno me vara. Ponovno sem mu nasedla. Ponovno si piše z drugo, se dobiva z drugo. Tudi z njo ima otroka. Ampak ti si bila toliko drzna, da si vedela, da kljub vsem dogodkom želiš, da se otroci med seboj poznajo. Kaj si takrat storila? Res je. Pisala sem njegovi bivši ženi in takrat sva se midve spoznali. Spoznala sem v bistvu pol brate in pol sestre od hčere in oni so super. Poznamo se, spoznala sem, da enostavno ima tudi ona težko zgodbo za seboj. Da je bila tudi ona naivna in mlada, kot sem bila jaz. Tudi teh otrok ne videva, ne plačuje in enostavno jih je pustil. Ampak žalostno je tudi to, da tudi njegovi starši se ne zanimajo, da bi spoznali svoje vnuke, vnukinje. Si poskušala stopiti v stik tudi z njimi? Res je. Jaz sem poskušala stopiti z njegovimi starši. Mislila sem, da so mrtvi namreč, dokler nisva odšla narazen v stik. In ko sem to storila, so mi dejali, da enostavno nočejo stikov. Ne želijo me videti, ne želijo spoznati vnukinje. Enostavno so mislili, da želim od njih denar. Ampak tukaj ne gre za denar. Tukaj gre za enostavno spoznanje, da bi moja hčera imela tudi babico in tetka po njegovi strani. In na žalost niso želeli imeti stikov. Niso želeli je niti spoznati. In zdaj, če bi lahko povzela vso to obdobje, o katerem smo sedaj govorila, če bi lahko strnila svoje misli in občutke v nekaj besed, kako bi jih opisala? Bila sem v bistvu mlada in naivna. Bila sem prepričana v to, da bom nekoč imela popolno zvezo. Da bom nekoč imela partnerja, ki mi bo stal ob strani v dobrem in slabem. Opekla sem se. Opekla sem se in to me je naredilo močnejše. Vse, kar sem do sedaj dala skozi, bom enostavno močnejša. Torej, kdo je Lea danes? Kakšna je Lea danes? Težki trenutki so za teboj. Skozi težka leta si se mogla prebijati sama s svojo hčerko. Ampak tako, kot si že neštetokrat v najinem pogovoru omenila, so te naredili močnejšo. Ampak torej, kdo je danes ženska, ki sedi zraven mene? Danes sem srečna, imam službo, kjer sem si vedno želela. Imam zdravo hčero, to, kar sem najbolj želela. Samo, da je zdrava, da je preživela. Imam v bistvu vse, kar sem želela. In ljudje smo mladi in naivni. Zato kljub vsemu želim, da ženske ne popuščajo. Če imajo sume, da jih moški varajo, naj sledijo svojemu srcu. Naj preverijo svoje občutke. Ker mogoče so ravno ti občutki, trenutki, tisti, ki jih bo pripeljali do krutega spoznanja. Ravno iz vseh teh razlogov, ki si mi jih naštela, si začela tudi s pisanjem bloga, kjer ženske opozarjaš na to, jim daješ moč. Torej, takrat si verjetno prvič izlila svoja čustva. Res je. Po 4 letih sem si upala napisati blog. Nisem vedela, kako bo. Nisem vedela, kako bo sledilci. Nisem vedela ničesar. Enostavno sem svojo zgodbo nekako morala zliti na Facebook, na družabna omrežja, enostavno na papir. In takrat sem končno spoznala v bistvu, kako močna sem. In
kljub vsemu nisi obupala tudi v ljubezen. Torej, želiš si, da bi bila nekoč srečno zaljubljena, iskreno zaljubljena? Res je. Vse se zgodi z razlogom. In najprej se moraš naučiti ljubiti sebe. In ko to dosežeš, da ljubiš sebe, da ljubiš svojega otroka, šele takrat lahko zoriš in spoznavaš, da boš nekoga pritegnil v svoje življenje. Torej, hčerka ima danes koliko let? 6. 6. Kako ona jemlje to misel, da v bistvu ima nekje očeta, pa ga v bistvu ni z njo? Težko. Pogreša ga. Vsak mesec si želi, oziroma vsako leto ob rojstnem dnevu si želi atija. Želi si nekoga, ki bi bil z njo, kadar mene ni. Želi si nekoga, ki bi jo držal za roko. Želi si nekoga, da bi jo samo prišel iskati za vikend. Želi si v bistvu lika očeta, ki ga nikoli ni bilo. In si zaprla to možnost ali si pripravljena v prihodnosti, če bi mogoče želel spoznati svojo hčerko, ker na nek način je pri 5 mesecih še ni mogel poznati, bi mu dala to priložnost? Njemu so priložnosti in možnosti vedno odprte in to tudi ve. Nikoli ne bi zaprla vrat očeta mojih hčeri, ampak zaprla sem vrata pri sebi. Nikoli ne bi dovolila, da bi ponovno bila naivna in s takšnim moškim. Žal verjetno nisi edina, ki si se srečevala s takšnimi zgodbami, takšnih je mnogo. Že v zgodbi, o kateri sva danes govorila, so vpletene 3-4 ženske, ki so v bistvu doživele enako kot ti, tudi njih je zapustil. Kaj bi želela sporočiti tem ženskam, ki nimajo dovolj poguma, da zapustijo svoje partnerje? Drage ženske, bodite močne, verjemite vase. Otrok ni razlog, da sta dva skupaj. Ni razlog poroka, da sta dva skupaj srečno. Lahko sta, lahko nista. Teh mejnikov ni. In če opaziš najmanjše podrobnosti, če slutiš, da te nekdo vara, če slutiš, da enostavno ne moreš do nekoga čutiti toliko, bodi fer, povej. Lažje je živeti narazen, kot z nekom in ne biti srečen. Jaz se ti na tem mestu zahvaljujem, da si si danes vzela čas, bila moja gostja, spregovorila o svoji življenjski zgodbi, ki zagotovo ni bila lahka, ampak iz nje si se marsikaj naučila, da si danes to, kar si, da odločno zreš naprej. Vam, gledalci, pa se zahvaljujem za ogled. Vabljeni ponovno v mojo družbo prihodnjič. Do takrat pa ostanite na BKTV. Lep pozdrav.